naprej. Živjo. O, dober dan, videl ste pa filipcologa? Ja. No, boste danes z mano? Ja. Boste malo pomagala? Kjero žival pa bomo oskrbeli? Zdaj pa pridejo papige. Velike papige na pregled, pa jih bomo skupaj pogledali. Mladički so in ena odrasla. Bom poštimala kartotekco, pa boste šli naprej. V redu. Dober dan. Ja, dober dan, bravo. O, kaj smo dobili danes na pregled? Ptičji vrtec, ne? Koliko so pa stare? To so zdaj stari 2 meseca, so še dojenčki, jih še hranimo po injekciji. Je napetno, je pet. Tak si žajen, ja. Tudi jejo, ne? Oni jejo tekočo hrano, jejo, so mladi, jejo tekočo hrano. Starši jim prinesijo hrano v dolši. A te pa niso voda. Ja. Sto mehki pa lepi. Ja. A kaj boli, če te kljune? Papiga ima zelo močan kljun, zato da z njim lahko drobijo orehe, semena trda. Če nas papiga pozna, nas ne bo kljunila, ker nas ima rada, seveda, s tem se pa tudi brani. Kje vrsta papig pa je to? To je afriška papiga, ki rečemo po slovensko sivi žako, spada med večje papige in to so ene od vrst, ki najboljš oponašajo. To so najboljši govorci. Ne samo, da ponavljajo besede, ampak tudi smiselno povezujejo besede v stavke in so po ugotovitvah nekje na stopnji inteligenčnosti 2,5-letnega otroka. Je z njimi kaj narobe ali so prišle samo na reden pregled? Te papige so prišle na reden pregled, ker so mlade. Pogledamo, da nimajo kakšnih bolezni. Kako dolgo pa živijo take papige? Te papige pri primerni negi in dobri oskrbi lahko živijo 50 ali pa tudi več let. Tako da vedno, ko se odločimo za nakup takšne papige, moramo vedeti, da je to lahko žival, ki bomo imeli celo življenje. Malo pogledava. Drugače jejo lepo. Ja, lepo. Lepo jejo, so pridni. Tudi lepo se redijo, tako da imajo že čez 400 gramov. Bomo malo krila pogledali, če ima lepa krila. Vidiš, ko da pogledaš krila, ima lepa peresa, vidiš. Če nima kaj driske, se pogleda lepo. Ta je lep, zdrav ptiček videti. Očke se pogleda, ne? Da nima kakšnega setka iz oči, iz nosa. Peče ti, pejte. Peče ti, lepotec. Peče ti, da med svoje bratce, pejte. No, še en lepotec. Kjera vrsta papige je pa to? To je pa rumeno čele amazonka. Kako pa naučimo papigo govoriti? No, bom kar primer pokazal. Takole se jo da na prst. Živjo, dober dan, ja, kje pa si? In zdaj, če si opazil, ona gleda, snema. In to, da se je čim večkrat ponovi, pa začne sama postavljati se in posnemati te glasove, počas posnemati, ko začne takole, vidiš, nabira neko erije, pozo, neko posebno pozo ima, se vidi, da ona se zanima za te glasove. In zdaj le že gleda, stoji na ram, pa me posluša, a ne, dober dan, ja, dober dan, je veliko zanimivega zdajle, a ne? A bi da lahko še meni to papige na roko? Lahko, poglej, ti sam nastav roko, kar takole na prsa bova nastavila, pa jo kar udrinjo, pa bo stopila na roko. Je že gor? Že. Pa še v stilu sta, barvnem. Dober dan. Dober dan. Kaj je rekla? Lepa si. No, samo to še spoznati. Kaj vse pa rabimo, da papiko dobro oskrbujemo? En normalen prostor, pozornost, hrana, raznolika hrana, sadje, zelenjava, briketi. Pol je pa zaželen, da se ga recimo s kletke ven spusti, zaradi tega, da se mu razleta, da se mu spodbudi apetit, da se mu ta mišičen tkiv spodbuja, razvijajo mišice. A mora papiga pogosto k veterinarju? Tako kot vse druge živali, tudi papige lahko zbolijo. Lahko se prehladijo, če so na hladnem ali pa na prepihu. Lahko ima prebavne motnje, če ni pravilna prehrana. Tako da največ bolezni je povezano z pogoji, v katerih imamo papigo. A še papiga zelo navežen na človeka? Zelo. Pač te vrste, ki so že socializirane v inkubatorju, dohranjene pri človeku, se zelo navežejo na človeka. Kaj pa se zgodi, če papigi odpada pero?
ali pa se zlomi. Papige normalno menjavajo peresa. Zato, ker če se jim perje polomi, bi imela potem polomljena peresa in ne bi mogla letati. Zato perje vsako leto papige menjajo, jim odpade, zraste novo, lepo, zdravo perje. S tem papiga lahko potem leti in seveda se prehranjuje, išče hrano in beži pred sovražniki. Če bi perje samo izpadalo ali pa da bi se polomilo, ne bi mogla več leteti.